Dober večer, spoštovani obiskovalci. Malo sem zamudila, oprostite, ker sem mogla še po tole bučo na njivo. To je namreč letošnja kukurbita lagenarije ali salamasta buča. Jaz bi raje rekla, da je to kačasta buča. Tlele jo bom položila, tako da bi vam zdaj rada malo povedala o teh naših jesenskih pridelkih. Mašina, koliko je težka. Pravijo, da kar se ješ, to žanješ. 23. je bil prvi jesenski dan in jaz sem en delček, kar sem požela, prinesla sem v knjižnico v Komendo. To so moje buče, kot veste, so me buče že čisto obnorele. Posadila sem jih preko 30 vrst. Tukaj je samo en delček, če želite videti veliko več tega, pa lahko vidite pri meni v Zalogu. Pa bomo kar začeli, jaz bi rada malo povedala o teh mojih ljubljenkah. To so zdaj bolj jesensko-zimske buče, poletne so že ven. Nekaj od teh poletnih buč, tako lepo so mi naložili, da sploh ne upam tole predstavljati, tale ražmajček, ampak poletni buče ali cukini, so to osvežujoče bučke, so že končane na njivi, so pa tele, ki so dozorele, imajo bolj trdo lupino in jih lahko tudi skladiščimo. Ta je pisana, imam pa tudi rumeno, je tudi čudovita pozimi za razne juhe, za razne omake, tudi za golaže, tudi podlaga za zgoščevanje kaj drugega. In od teh poletnih buč so tudi patišoni ali leteči krožniki, tukaj jih vidite kar celo zbirko. Od belih, rumene, mi tam noter nekam založila. Eden je še tukaj. Sam se je že majčkeno skazal, pravijo, da se buče rade ženijo. Tukaj vidite en krasen primer, ta rumen patišonček se me je lepo oženil z eno krasno bradavičarko, pa je takole nastala, ne. Od patišonov, kot sem že rekla, imamo rumene, bele, še en rumen je tukaj, pisane, zelene, tale je en čudovit, ali pa mogoče tale, ko je tukaj v košari. Tudi tale rumen je tudi malo že mešanca, ne. Te patišone, to so poletne buče iz družine Cucurbita pepo. Te patišone mlade vlagamo v kis, so zelo dobri kot gobice. Te starejše pa jaz uporabljam za kompote, za juhe, za kakšne štrudlje. Je fino, recimo, ena taka krasna dekoracija, če mi, tale patišonček, recimo tale malo večji, da ga takole lepo odrežemo, zdolbemo, naredimo vsebine juhca, kremasto, jo nalijemo, s tem pokrijemo in kar ponudimo v tej posodici, Sploh ni treba krožnika mazati zelo pripravno. No, tukaj vam bom pokazala en hecen patišon, ki je tudi šel malo v drugo smer, zelo bradavičast, taki verjetno niso več za jesti, ker so malo grenki, imamo lahko kakšne prebavne težave, Če pa ni grenek, je pa vseeno dober za uporabo. Rada bi vam povedala to, ko smo že pri tem patišonu, kako mi buče jesensko-zimske pobiramo. Vsaka buča se odreže takrat, ko že malo dozori, mislim, ko dozori pecelj, ko ga že takole skupoleče, Tale recimo je še čisto sveža, ta še ni zrela, ampak jaz sem jo pač odtrgala za razstavo. Ko pecelj vleče skupaj, je buča zrela in takrat jo odrežemo čisto pri oreži ali pa mogoče še malo vreže zraven, zaradi tega, da enostavno sok potegne v sebe in je primerna za skladiščenje, ker ima dovolj tega manevrirnega prostora v peclju, Buče skladiščimo pri sobni temperaturi, tudi tam do 20 stopinj, do 22, buče imajo rade toplo. Na lesu, na kovini ne smemo, na zemlji boljše, da ne tudi, na kakšni podlagi, na slami in tako nam ostanejo tudi do 1 leto pa pol. Sploh te figove buče, jaz tukaj žal zdajle nimam nobene, so še na njivi ostale, se zelo dolgo skladiščijo, so mlade in so zelo okusne. No, kako se narava poigra, lahko vidite tukaj, kakšnega luštnega pajacka je naredila, No, ta je bolj ravna, to je iz iste družine, to so okrasne buče, te buče niso za jesti,
Tukaj imam tudi eno bučo, ki se imenuje Cucurbita cobra. To je sveža buča zdajle, boste pa videli kasneje, kakšna buča izgleda, ko je suha. Iz takih buč so v Mariboru naredili prav figure šahovske, a ne. Jih pa uporabljajo uporabljajo so jih za vleči vino iz sodov, ali pa če jo odrežejo tukaj, pa ko se pa čisto posušijo votla, a ne, ko jo odrežejo, lahko semena shranjujejo noter, zato da jih miši ne pojejo, a ne. Bomo potem na oni strani pogledali, kakšne so te suhe buče. Seveda v naše kraje so te buče, v Evropo so prišle iz Amerike, nekaj jih je zanesel Krištof Kolumb, koliko je kriv za vse zadeve od koruze naprej, ko so prišle k nam, nekaj jih pa priplavali po morju, ker buče ne potonejo, plavajo na površje in so se ob obalah razbile in se je seme razneslo in so začele tako na naših tleh rasti. No, ena čudovita vrsta buč so muškatne buče, ki se zelo dolgo skladiščijo, tudi kot zimska jabolka jih moramo hraniti, da dobijo aromo in tudi boljši okus. To je ena muškatna buča, ki ima malo patine gor, zelo okusna, zdajle še ni, zdajle je še sveža, še ni dozorela, kot bomo rekli, kakšno tako bobovc, ki je šele marca, aprila dober, in ima močno oranžno meso in je zelo okusna in zelo aromatična. Potem imam tukaj tele, kot mandarince so, te se tudi skladiščijo, teh buč je škoda zdaj uživati, ker so za hrambo, a ne, in je boljše, da jih uživamo pozimi, ko nam zmanjka teh poletno-jesenskih buč, a ne. Potem imam tukaj eno čudovito bučo zelo dobrega okusa, tako kot po maroniju, želodasta buča je tole. Je še ena tlele, več vrst jih je teh želodastih buč, a ne, takole izgledajo. No, potem je tukaj tudi ena od muškatnih buč, tudi zelo močno oranžno meso ima, trdo lupino, to je treba lupiti, zimske buče se lupijo, poletne buče se jejo z lupinem. Jaz sem dala zdaj malo poudarek bolj na te zimske, zato da boste vedeli, kako jih hraniti, kako jih skladiščiti, kako jih uporabljati. Pozno pomlad, tudi v zgodnje poletje, lahko še uživamo lanske buče, če so pravilno skladiščene. Zanimivo je nekaj, a ne, da sem zdajle en mesec sem v Kamniku vsako soboto na tržnici imela malo degustacije teh surovih buč in ljudje buče kuhajo, ne vejo pa, kakšen okus ima surova buča, a ne. Zato sem tudi vam tukaj malo pripravila te surove buče. Vidite, da so to še nedozorele, nimajo še peške dosti zrele, ampak so kljub temu okusne. Kot pravim, okus ta boljši pa dajo šele tam februarja, marca, ne. Tole so tudi ene zanimive buče. To so pa špagetarice, tudi tale je, a ne. Te buče se kuhajo cele. V loncu polnem slane vode se kuhajo al dente, to se pravi bolj na trdo, in potem se buča prereže, vam lahko pokažem tle, kaj je malo večja, a ne. Taka za eno 4-člansko družino, kar že zelo velika. Ko je kuhana, jo prerežete po polovici, imate 2 polovici, a ne, vzamete vilice in potem postrgate vsebino in dobite kot špagete in pripravljate lahko z različnimi omakami, a ne. Mi sicer danes tule ne bomo kuhali, lahko bomo pa preizkušali malo samo, kakšne okuse imajo te naše surove buče. Pa mogoče kakšen recept kasneje, lahko se ga prepišemo tudi s kakšne knjige, a ne. Tukaj zraven sem jaz dala baziliko. Zakaj baziliko? Buče imajo zelo, zelo rade baziliko, a ne. Baziliko, kislo smetano, poper, če delamo na slano. Imam pa tukaj 2 vrste bazilike, jaz sem bila prav presenečena, ko sem spomladi v Ljubljani dobila baziliko trajno. Ta naša bazilika vemo, da je zelo aromatična, da je enoletnica. Jaz sem dobila pa trajno baziliko, je pa bordo rdeča, sicer res
diši malo manj močno, ampak ona nam prezimi v prostoru, kjer prezimujemo rastline, recimo cvetje. Spomladi jo presadimo nazaj na vrt, nam zraste do metra visok, zelo košata, tudi lepo cveti, in nam ostane, in zelo polna je pridelka, zelo veliko lahko od nje dobimo, no. Meni je bazilika res tudi zelo všeč in tudi buče jo imajo strašno rade. Tukaj dol je tudi še nekaj teh jedilnih buč, prinesla sem še veliko ognjiča, zdajle je še čas, da si naredimo še kakšno ognjičevo mast mogoče, tamle noter je še en kup bučnih semen, tukaj sem pa majčkeno prej, preden sem šla, nabrala eno košaro korenja. Pravijo, da ima neumen kmet, da bo korenje, samo jaz tega ne verjamem več, ker kmet se mora zdaj že zelo izobraževati, da kaj zraste, meni je pa letos tako debelo korenje zraslo. No, tole je pa prava kmečka buča, ta prašičeva, samo moja je še malo trapasta, je še vsa zelena ostala, se ni hotela obarvati, je mislila, da bo kar na njiv, ampak jaz sem jo danes pobrala in prinesla sem. To je prava ta buča za prašiče, in ima tudi je jedilna. Ima zelo tanko steno mesa, veliko oplodja, veliko pečka, ampak prvenstveno je namenjena za prehrano prašičev. Ker smo ravno pri oplodju in pri peškah, bi rada povedala to, o teh bučagolicah, ki so na Štajerskem, jih gojijo za bučno olje, da je bučno olje ena krasna zadeva, je kot pomagalo pri raznih zdravstvenih tegobah in tudi kot kozmetično sredstvo, Buče, ja. Zakaj vse jih uporabljamo? Buče lahko pripravljamo kot zelenjavo, kot sadje ali kot meso. Ampak ljudje smo že tako naravnani, da bolj je zakompliciran recept, bolj je vse na gramce pa na miligrame, bolj se nam fino zdi, ampak buče se lahko uporabljajo čisto na preproste načine. Jaz jih recimo pripravljam tako, da jih enostavno, če so zdaj tele, ki so bolj trde, jih olupim, narežem na pol centimetra debele rezince, jih malo posolim z mojo zeliščno soljo, dodam veliko bazilike, majčkeno luštrka, malo peteršilja, malo nasekljanega česna in to pustim ene 10 minut. Pogrejem olje, ampak ne olivno, ki ga je škoda, pa ne bučno, ki ga je škoda pregrevati, tega potem gor na vrh nalijem in lepo to samo popečem. In to je preprosto, hitro in zelo okusno. Mogoče še malo pride krompirčka, pa eno veliko skledo grenkega radiča zraven. Takrat si pa privoščim olivno olje ali pa bučno olje, Buče lahko na hitrico, mi buče preveč kuhamo, sicer pa vso zelenjavo preveč kuhamo. Na hitrico jo skuhamo tako, da je še al dente, pravijo, tako kot špagete, Na hitrico to pokuhamo, da preveč vitaminov ne uničimo in potem pripravimo ali v juhi kremni ali v golažu. Lahko pa tudi buče, kot sem že prej rekla, recimo tele tudi, ali pa tele zimske, ki so krasne, pomarančaste, jih lahko prerežemo na polovico ali pa na 2/3, izdolbamo, dodamo meso ali pa samo zelenjavo, in tole prej malo prevremo, potem napolnimo z nadevom, polijemo z jajčkom in kislo smetano, damo v pečico in to spečemo in imamo krasen obrok, Čim manj prosim kuhati, lahko marmelade naredimo z buč. Tele muškatne buče so čudovite za marmelade, tudi patišoni, seveda z dodatkom kakšnega različnega sadja ali pa mogoče samo rdečega korenja, Lahko sladkamo z medom ali pa z rjavim sladkorjem, ampak čisto malo. Buče imajo rade še zraven muškatni orešček, imajo rade klinčke, nageljnove žbice in sladko smetano, pa cimetovo skorjo, Pri slanih jedeh pa dodajamo kislo smetano, veliko bazilike, majčkeno luštrka, buče imajo rade poper, potem v bistvu pa jaz pravim tako malo improvizirati in tisto, kar imate radi, tisto okušajte, dajte več, tistega, kar ne marate, ni treba, čeprav jaz pravim, da je dobra bazilika, pa če je ne prenesete, pa ni treba bazilike dati gor,
Seveda buče pa uporabljamo tudi lahko pri shujševalnih kurah, ker imajo veliko vode. Buče so diuretik, sploh pa oplodje in to bučno meso sta zelo zdrava, ker vsebujeta veliko vitaminov različnih, a ne. Buče jejte čim bolj surove, tako na rezince narezane, zvečer namesto grickamo arašide pa cmokije pa čipse, si pa narežemo bučko pa majčkeno soli ali pa samo začimbice gor in to ugrizemo, veliko bolj zdravo je, tudi za telo, a ne, za črevesje pa sploh, ker vemo, da bučne peške odganjajo s črevesa zajedavce, ne samo gliste pa podančice, tudi trakulje lahko z bučnim peškom odpravimo. Pravijo, da 70 bučnih pešk počasi zgrizemo, žličko ricinusovega olja in vsi členki trakulje grejo s človeka ven, a ne. Bučne peške so pa tudi čudovite, če imamo težave moški s prostato, ženske z jajčniki. V bistvu buče so cela znanost, no, tega je ogromno. V kozmetiki, če nas bolijo noge, če nam noge otekajo, si narežemo bučne rezine in si polagamo na žile, če nas žile bolijo, če imamo žile, na utečene sklepe. Krasne so za obraz, prej preden sem šla sem si na hitrico narezala 3 rezine buč, položila gor 3 minutke, pa mi je padel mikrofon dol. Evo, buča je padla na glavo, mikrofon je šel pa z glave. Nič hudega, gremo naprej. No, v glavnem, buče so krasne kot kozmetika, a ne? Tudi v kozmetiki, pa še poceni so, a ne? No, poglejte, tole je buča kobra z družine Cucurbita lagenaria, to je letošnja. Prejšnji teden sem jo odrezala, ker je visela dol s ene strehe. Edina mi je zrasla takole velika, parma še majhnih. To je pa lanska suha. In ta ornament, to sploh ni nič narisali, otroci so narisali samo oči, a ne, kako se lahko uporabi kot dekoracija. Otroci so narisali samo oči. Ta ornament je pa posušen tole, a ne, ke je sveža in se takole lepo posuši recimo, ali pa ta. In ta buča je polna semena, jaz sem ga sicer vzela ven, zaradi tega, da sem ga lahko posadila, a ne, in no, eden je še tam padel. V glavnem, zelo lepo ostane, če jih pravilno skladiščimo, a ne. Do 20 stopinj Celzija, plusa ne smejo biti na prepišnem, ne smejo biti na vlagi, zmrzniti ne sme, ker vam bo sagnila potem, a ne. In se vam takole lepo posuši in leta imate lahko dekoracijo. Ker je polna peške, sem jih zdaj pobrala ven, imajo otroci lahko tudi kot glasbilo, a ne. Iz te buče so delali tudi bobne manjše, a ne. Tako da, ali pa enostavno, da vam stoji, če so ravne, lahko odrežete tole stran, pa imate kot vazico, a ne. To je ta. Potem te hruškice, recimo, so tudi posušene bučke, a ne. Tudi zelo luštno, jaz sem jih samo posušila, ampak ljudje marsikaj delajo iz teh, a ne. To je tudi ena lagenaria, otroci so izživljali, so čudovite oči delali gor na kače, a ne. Sveža je takšna, kot jo vidimo tukaj. To je tudi meni dol s kozolca visela, vidite, tudi čisto kačjo glavo. Suha je pa taka, a ne. Ko se tale koža začne sušiti, zdaj se že malo poznajo tele rase, se čisto posuši, ostane taka. Nobenega dela, to je vse narava naredila in prav kačjo kožo, a ne. Tukaj gor je teh kačic še več, lahko malo posnamete in pogledate. Gospa je to krasno naložila, zdaj meni kar žal, da tole malo dol stikam. Tukaj tudi ena zanimiva buča, to je buča. Ta ima tudi še seme noter, samo zdajle nič ne ropota. Jaz si pravim pufek, to je ni žaba, ni ne vem, ampak je prav lepa, ni nič polakirana. Če bi bila pa polakirana, bi pa takole ornamenti prišli bolj do izraza, a ne. Sploh take ta male naredijo iz teh bučk šatulje recimo, pa shranijo noter prstančke pa take zadeve. No, tule je tudi ena lepa kača, malo zvita buča, ke je na tleh rasla. Tale se mi je že malo pofrtajčkala. Tako da tega je kar. No, tukaj je še ena, malo bolj zvita kobra. Ta pa še ima seme noter. Ropota. Polna semena, miši ga niso mogle pojesti, a ne.
No, tole je pa račji vrat. Buča ima tudi seme. Najlepše takole seme ostane noter, da žival ga ne poje, pa točno vemo, katero bučo spomladi sadimo, ker imamo seme, poleg da ne zamešamo, a ne. Ta buča je mlada, zelo okusna, je zelo žive oranžne barve, stara je pa trda in bradavičasta, je pa kvečan za okras, a ne. To bi otroci, pa tisti, ki imajo umetno žilico, znali zelo lepo kakšen izdelek narediti iz teh buč, a ne. No, tukaj je tudi še ena, ta je malo debelejša. Mogoče kakšen drug motiv. Pa imam še tulele hruškico, pa mogoče tole, za kakšno šatulico tele bučke. Tako da buče so vsestransko uporabne, tudi nič hudega, če se vam posuši, no tele genarije niso za jesti, a ne. Mlade bi še bile, da se narežejo, a ne, te starejše pa ne, ker nimajo nobenega pravega okusa, a ne, ampak so pa uporabne v dekoraciji, a ne. In potem imate to leta in leta, tele buče potujejo z mano po sejmih, takole po predavanjih in tako da malo ljudje vidijo, kaj se da uporabiti, a ne. Tele dve buče se bosta tudi zelo lepo posušili, a ne. In bosta ena taka dva krasna primerka. Imam pa doma, samo ta je pa zelo krhka, ni tako močna koža, eno tako posušeno, se mi pa začela že drobiti. Tele se tudi zelo lepo posušijo, pa Jack Lantern, to so pa te buče lučke za noč čarovnic. Zdaj so otroci čisto obnoreli s to nočjo čarovnic, čeprav je ta praznik prenesen iz Amerike. V Ameriko so ga pa prinesli Irci, a ne, ker bajka pravi, da na predvečer vseh svetih imajo duše, ki so ujete, a ne, in ne morejo v onostranstvo, imajo možnost, da se utelesijo v človeka, ki je soroden. To se pravi, sploh pa take duše, ki so prešušovale, kradle, goljufale, ubijale, da imajo možnost še enkrat se utelesiti in tako popraviti svoje grehe, a ne. In tega so se ljudje bali in so zato oljenke prižigali, samo ko je pa veter pihnil, zato da bi te duše ujeli v oljenko, da se ne bi naselile v človeka, ne. Ker je pa veter pihal, so pa te oljenke ugasnile, a ne, in do polnoči na predvečer vseh svetih so te duše imele čas, da so se utelesile, če niso našle človeka, a ne, ali pa sorodne duše, a ne. Je konec bilo za tisto leto, a ne. No, in kasneje so v buče, v tele repe prižigali svečke in so se našemili in so po hiši pogasili vse luči, ogenj so v peči ugasnili in se odzunaj ropotali, zaradi tega, da so zavedli te blodeče duše, da so se v te repe ujele, a ne. No, iz Irske je pa prišla šega, da so pa dolbali buče kot strahe, kot strahove, kot demone, da so lovili kao te zablodele duše in so dali noter lučke in tako je nastala ta navada, a ne, noč čarovnic, Halloween, samo ne vem, mi smo preveč in vsako navado takoj poslovenimo in prinesemo. Trgovci imajo pa dosti uspeha, ne. Tudi jaz, recimo, kakšno bučo na ta način več prodam, a ne. No, toliko o Halloween pa o mojih bučah. Če vas pa še kaj zanima, bomo pa kakšno rekli, pa mogoče potem, če vas je zdaj sram pred kamero, pa se bomo brez prisotnosti kamer še kaj pogovorili.